Situacija je takšna, kakšna je. Po pričakovanju moči smo želeli, da bo ta zadeva kar imela posledice. Glede na vremenske neprilike je pač zadeva takšna in tudi povezana se z prehodom v Avstrijo. In to se nam je danes tudi zgodilo, da so okoli 2. ure nam poslali, bom rekel, ta transport. Predvidevamo, da je cirka 2400 do 2600 beguncev, ker je nekako bilo v včerajšnjem popoldnevskem času napovedano, da bo en vlak z 1200 migranti in begunci, da jih bomo nekako v središče, da bi jo prepeljali okoli 23. ure. Ampak glede na situacijo okoli 19. ure je bilo nekako povedano, da teh transportov ne bi bilo, ampak gledamo, potem se je videlo in doživeli smo, da imamo od 2. ure pač to, kar imamo, pocenih je. Mi smo jih v središču sprijeli 450 in na vlaku, če jih imamo 150, nekaj od teh 450, ki so v sprejemni centru, smo jih preposlali v sprejemni center Gruškovje, tako da se na 2 lokacijah temeljito te propise izvajajo. Drugo pa je stvar policije, kako, kje bojo proste kapacitete za nastanitev. Je pa res, da so zdaj v naši sprejemni centri že postali skoraj nastanitveni centri, ker je res pregled, popis traja kar nekaj časa in v tem času mi recimo teh 300 ali 400 jih je treba kar nekaj oskrbeti in dati suha oblačila, jih nekako zagreti. Mi sicer imamo tu šotorsko naselje, ampak imamo vse šotore ogrevane, tako da pravimo res za tistim, bom rekel, z minimalnimi standardi in nekako olajšati to pot. Zunaj na mrazu so tile, ki so na mejnem prehodu. Vsi naši, ki so pa v sprejemni centru, so pa vsi v šotori, malo kjer je od zunaj. Predvsem v prvi vrsti poskrbimo za otroke, ker od petka čez vikend je bilo kar predvsem teh otrok in smo nekako našli neko nišo, da smo otroke in starše povezali skupaj in jih dali posebej, pa tudi tako smo v preteklosti znašli, da smo otroke tudi namestili v en šotor skupaj, da je bilo bolj toplo, da smo greli, da smo prvo samo polovico greli za življenje, vse tako. Mislim, zadeve tečejo v času primerno.